Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Beletrine v živo. Tokrat se bova s predavateljico in prevajalko doktorico Amalijo Maček pogovarjali o novem delu Petra Handkeja Moj dan v drugi deželi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, to je vaš četrti prevod Handkeja po Mojem letu v nikogaršnjem zalivu, Žalost onkraj sanj in Poskus o norem gobarju, Moj dan v drugi deželi. Spomnim se enega preteklih intervjujev, ko ste govorili o vašem prevajanju tega res pomembnega in obsežnega dela Moje leto v nikogaršnjem zalivu, da ste rekli, da ste tako zelo se vživeli v zgodbo, da ste pisali kar v ženski obliki. Ste imeli tudi s tem novim prevodom kakšno tako zanimivost? Kaj vas je najbolj navdahnilo, navdušilo? Torej, Moje leto v nikogaršnjem zalivu je ena mojih najljubših knjig na splošno. Tako da sem res izredno vesela, da sem jo lahko prevedla. Tudi med samim prevajanjem sem uživala, sem se, kot ste rekli, poistovetila s to knjigo. Je bila pa tako obsežna, da sem po tej knjigi v bistvu uredniku Prisurkam porekla, če bom še prevajala kakšnega Handkeja, potem zelo kratkega, in potem je šla ta knjižica. Žalost onkraj sanj? Ne, Moj dan v drugi deželi, leta 2021, in preko prijateljev sem izvedela, da si Peter Handke želi od vsega svojega opusa, da prevedem prav to in da jo prevedem prav jaz. Tako da v bistvu se je nekako spet kot z večino njegovih del nekako poklopilo, da je ta prevod prišel v moje roke. Sem se ga tudi izredno veselila, je bila pa potem to ena najtežjih nalog v vsem mojem dosedanjem življenju. Ni steklo, dvakrat sem skoraj cel prevod naredila. Knjiga je napisana v bistvu z vidika nekoga, ki se šele uči pisati, tako da bi lahko rekli, da je slog na začetku slabši kot na koncu, in kako to potem modelirati, oziroma na začetku sem želela to nekako zgladiti, sem rekla, mogoče pa Handkeju ni tako steklo, potem sem dojela, da je to zanalašč, sem poskušala to ohraniti. On tukaj uporablja nek slog, ki je dosti bolj zapleten od njegovega običajnega sloga. On je že prej so govorili o tem, da je njegov slog baročen, da je kot litanije, da teče. Ampak vse to je v preteklosti ustvarjal z običajnimi besedami. Zdaj pa je začel uporabljati to, kar se v nemščini da se besede sestavljajo, da si besede izmišljuje, neke neologizme, in kako zdaj to v slovenščino prevesti, da ni preveč na silo. Torej, stil mora biti na začetku slabši kot na koncu knjige, in to je bil velik izziv. Tudi prevajalski, verjetno določene, ko ste rekli neologizmi, besede. Kako ste si pomagali, kako ste iskali rešitve? Marsikaj sem iskala po zvenu, bi rekla, da sem najbolj šla na neke aliteracije, sonance, s tem sem največ delala, da sem ta ritem nekako poskušala vzpostaviti, ker ne moramo enakih pristopov, recimo besedotvornih, uporabljati kot v nemščini. Sem pa imela na nekaterih mestih res težave in sem tudi govorila s samim Petrom Handkejem, in pol je on rekel, saj to je pa zelo lepo, da se na to raziskovalno potovanje lahko napotite sami, ne, kot češ ne mene, zelo elegantno rekel. Tako da na koncu sem morala se sama odločiti, s pomočjo tudi urednice in pa lektorice Kristine Sluga. Ste se podali na to potovanje. Potovanje je tudi sicer ena glavnih tem Handkejevih del, tako romanov kot tudi scenarijev za film, veliko tega dramskih besedil. In tudi to delo, o katerem danes govoriva, torej Moj dan v drugi deželi, že sam naslov asociira na potovanje. Kako lahko razumemo to drugo deželo? Kam se odpravi? Kdo je ta, ki se odpravi? Nekaj mističnega je v vsem tem. Knjiga Moj dan v drugi deželi je nekakšno nadaljevanje ali pa nek povzetek, nek zaključek te knjige Moje leto v nikogaršnjem zalivu, ki jo je Handke napisal pred davnimi leti. Tako da je nekakšen sežetek vsega, kar je napisal. Veliko je referenc na različna njegova dela, in kot vedno je prvoosebni pripovedovalec, ki spominja v določeni meri na Handke, v določeni meri tudi ne, in kot vedno ta potovanja se odvijajo predvsem peš. Torej, gre za hojo, ko se nekdo nekam napoti.
Zdaj tukaj mogoče iz same knjige ni tako razvidno, kako pomembna je ta knjiga za Petra Handkeja samega. Tudi recenzije v Nemčiji so bile mešane. Knjiga na prvi pogled je kratka, na prvi pogled preprosta, čeprav potem, ko jo želiš prevesti, nikakor ni preprosta. Gre za neko jezero, za nekega posebneža, vaškega posebneža, ki potem ob tem jezeru doživi neko preobrazbo. Preobrazba je tudi tema njegovih del, tudi v tej knjigi pride do preobrazbe. In tukaj je pač neka zgodba čisto osebna iz Handkejevega življenja, ki se mu zgodila poleti leta 2020 ob Blejskem jezeru, ampak jo je povedal samo par prijateljev. Mislim, da takrat sem imela srečo, da sem bila poleg, ampak je ne bi zdaj tukaj razkrivala, ker ne vem, če bi mu bilo to primerno. Torej njemu se je nekaj zgodilo v Blejskem jezeru, tako da jaz ves čas, ko sem prevajala, sem imela v mislih Blejsko jezero in to prehajanje meje med Koroško in Slovenijo, ne. Seveda gre pa tukaj še tudi za druge, gre za reference na Genezareško jezero, potem na Zadnjo večerjo. Zelo biblična je ta knjiga in tukaj so se tudi recenzenti in tudi jaz sama ves čas spraševali, koliko je to mišljeno resno, koliko je mišljeno ironično, ne. Pri Handkeju je vedno ogromno ironije, samoironije. Tukaj se predstavi kot nek vaški posebnež, ki zmerja kot norček, ja. In gre tukaj zelo daleč v tem, po drugi strani pa vemo tudi iz njegovih drugih del, da izredno spoštuje tudi religijo, predvsem ortodoksno, torej pravoslavno, in da je s starostjo tudi postal vedno bolj, jaz sem ga vedno doživljala kot izredno prijaznega, izredno sočutnega človeka. S starostjo je pa še bolj mehak nekako postal, mogoče za kakšne bralce in kritike že nekako preveč. Nemci temu rečejo Altersmilde, ne, da ljudje, posebej taki, ki so bili prej bolj rubati, bolj jezni, mogoče razdražljivi, postanejo zelo mili, ne. In to se njemu tudi v resnici dogaja in v knjigi Se to tudi čuti v knjigi? se čuti, ja. Tako da jaz mislim, da marsikaj, kar je kdo od recenzentov bral kot kritiko, kot ironijo, da je v bistvu mišljeno zelo iskreno, ne. Ker tukaj je ta Zadnja večerja in sem ga potem tudi nekaj spraševala, ker je tam ena beseda bila wir wirtschaften, ne, in to je lahko tako gospodarsko ali pa kaj takšnega, in pol mi je razložil po telefonu, da je mislil, da s tem, ko so bili s prijatelji ob večerji, to on zelo rad povabi prijatelje na večerjo, in ko so se pogovarjali o tem, kaj bi naredili, da bi bil ta svet lepši, boljši, o tem govori tudi v tej knjigi, ne, on prav se ima za nekega političnega preroka nekako, da s tem, ko so se pogovarjali o tem, kako bi ta svet lahko naredili lepši, so ga v bistvu že tudi reševali s tem, ne. Tako da jaz sem šla pol pri prevodu bolj v to smer, ne. Tako da on misli resno, kljub vsej tej ironiji, ne. Zanimivo je tudi to, da ta izobčenec, ne, ki ga imajo vsi za norega, ki govori neprimerne stvari, tako kot tudi Peter Handke sama, ne, doživi to preobrazbo. Višek njegove nekako sprejetosti v družbi je to, da imaš partnerko, da imaš družino, da imaš prijatelje, s katerimi lahko večerjaš. In potem na koncu knjige pa vendarle izbere spet to pozicijo izobčenca, ne. Tako da tudi marsikdo je rekel, da je ta knjiga odziv na Nobelovo nagrado. Počutil se je viden za tistih par trenutkov, potem so mu dali pa spet vedeti, ampak ti vseeno moraš iti nekam drugam in je boljše, da si tam sam zase. Ta transformacija, ki ste jo zdaj že omenili, v enem od intervjujev, ki sem ga z Handkejem poslušala, je rekel, da je prav to nekaj, kar je njegovo vodilo pri pisanju, da si vedno želi tudi sam sebe nekako preseneti s tem, kako piše, kaj piše. Pomen te transformacije, kot jo omenjate. In tudi samo struktura tega dela je nekako trodelna, in kot ste rekli, se vrne nazaj potem na izhodišče, ampak z nekim novim spoznanjem, nekako drugače vidi sebe, uzre sebe. Ja, na koncu je zelo lep prizor, kako sam sebe vidi v ogledalo, ne. Še vedno je ta ironija o nekih oranžnih kocinah v bradi, govori tako, dela se v bistvu norca sam s sabo, hkrati se pogovarja sam s sabo in je kot neka sprava sam s sabo, ne. On je v bistvu vedno imel tudi, jaz sem vedno rekla,
njemu samemu je verjetno bilo celo življenje težko biti Peter Handke, ne. Govori tudi o tem uporu, uporništvu, kam je to izginilo. Torej neka taka zgladitev, neka sprava sam s sabo in poskus neke sprave, z družbo, A ste rekli, da ste večkrat govorili z njim po telefonu in da tudi poznate neko zgodbo. Kako pomembno je za vas kot prevajalko, da poznate mogoče neke dogodke, neko ozadje zgodbe dela, ki ga prevajate? Pomaga ali je tukaj še neka potem večja odgovornost morda? Tukaj je bilo slučajno, takrat knjiga sploh še ni bila napisana, ne, ko je on to pač povedal v neki družbi. Vsekakor pa pomaga in mislim, da je ta knjiga nekako tudi njegova izpoved tega, da se je leta in leta počutil narobe razumljena, ne. Po eni strani on že prej, a ne, s prvimi deli Publikumsbeschimpfungen, ne, ko je, v bistvu to gre za psovanje občinstva v gledališču, je sam provociral, je sam žalil, je sam izzival, ne, tudi to Srbijo je pač nalašč, a ne, šel še dlje, kot je sam vedel, da je prav. Ampak tukaj se mi zdi, da nekako pride do neke sprave zdaj, ja. Handke je tudi mojster tega, da zna ubesediti, recimo temu neubesedljivo. Kaj bi lahko o tem rekli konkretno v tem delu? Recimo, če pomisliva na delo Žalost onkraj San, je res na zelo poetičen, senzibilen način opisal to bolečino ob materini smrti. Kaj pa tu gre še bolj za neko osebno izpovedno noto? Ja, za Žalost onkraj San marsikdo rekel, da je to najbolj feministično delo nemške književnosti. On se je dejansko vživel v žensko dušo. Pri njem je vedno pomembna ta vas, ta koroška vas, iz katere izhaja, ne, Grebinje. In tukaj se mi zdi, da je več pomembnih stvari, ki so hkrati zelo tipične za Handkeja. In sicer eno je to, da dopustiš, da drugi mislijo, da si ti nor, ne. To o tem zelo lepo v tej knjigi piše, a ne. Marsikaj v tej knjigi je tudi mene zmotilo, mi je bilo preveč, ne vem, mehko, pri tistih psovkah bi lahko šel mnogo bolj na ostro, kar je v Publikumsbeschimpfungen dokazal, da zna. Je bilo premilo, se mi zdi, preveč mehko, ampak to, kar je pa pokazal, da v bistvu dopustiš, da cela skupnost misli, da si ti nor in kako to zdržati in da s tem v bistvu skupnosti tudi nekaj daješ, ne, ker ti nase vzameš to, da se lahko vsi zgražajo, da se vsi te izogibajo, da te imajo za norega, hkrati potihem jim pa daješ možnost, da si kot eno zrcalo, da jim pokažeš, da on pravi, vsak se zaveda, da bi se jutri lahko njemu zgodilo, da pač izgubi pamet, da se ne spomni, kaj dela in tako in s tem on prevzame kot en katalizator, to Peter Handke vedno je bil, ne, katalizator, katalizator družbe, prevzame to nase, ne, to sovraštvo, to izobčenost, hkrati pa se lahko vsak z njim poistoveti potihem, ne. Druga stvar, ki je v tej knjigi zelo pomembna, je to pogled. O tem sva se tudi pogovarjala, ker je pač v nemščini več izrazov, pri nas več izrazov. Tukaj je neka figura, ki spominja pač na Jezusa, in opisuje njegov pogled, njegove oči in to ga nekako odreši. In tukaj je za Handkeja bilo prav pomembno, mi je rekel, ne uporabiti besede opazovalec, ne, ampak mora biti gledalec, nekdo, ki gleda, ne da bi karkoli hotel, ne, to je njemu zelo pomembno tudi tukaj na tej poti. Ki ne obsoja na nekaj? Ja, ki sploh, čim je opazovanje, je že neko oprezanje, je že nekaj iščeš, nekaj hočeš, neka volja, neko, ja, tako kot ste rekli, ne. Obsojanje, presojanje, s tem, da za Handkeja je pa zelo pomembno, da čisto nevtralno samo gledaš, ne. In zato je rekel, dajte gledalec, a ne, gledalec. Ki se tudi pojavi ta dobri gledalec. Tako. In je bilo za njega tudi zelo pomembno, me je prav vprašal, je rekel, ali tudi v slovenščini v gledališču uporabite isto besedo, ne. In sem rekla, ja, tudi v gledališču so gledalci in je bilo za njega pomembno, da je pač, za njega je gledališče tudi tako pomembno, a ne, da je ta ista referenca in na Biblijo in na gledališče, oboje mu je zelo pomembno zanj, ne. Tako da mogoče lahko samo še eno majhno anekdoto povem. Poleti smo bile z Zdenko Hafner-Čelen, prijateljicami, v rojstnem kraju Petra Handkeja, kjer je neka taka zelo improvizirana majhna razstava.
In ko gledaš te njegove knjige, ne, ko se zaveš, da je on spremenil nemški jezik, on je v bistvu slovensko melodijo, slovensko gibčnost jezika vnesel v nemški jezik, popolnoma spremenil nemško gledališče, film in vse, koliko je on dal, ne samo nemški, ampak celotni svetovni kulturi, tako da ja. Zelo pomemben avtor in tudi pomembno delo. Ste menili, koliko je naredil tudi za slovenski jezik. Nenazadnje je to njegov prvi jezik. Nekaj let je govoril s svojo mamo. In nekje sem zasledila, da je omenil, da sta njegovi dve najljubši slovenski besedi hrepenenje in domotožje, če se ne motim. Je tudi kaj tega začutiti tudi v tem delu? Ja, v vseh njegovih delih je v bistvu prisoten ta odhod iz domače vasi, a ne, in potem neko domotožje, kjer pa lahko to vas samo obiščeš in v njej nisi niti zaželen, niti zares doma, in to iskanje doma, to zelo dobro v mojem letu v Nikogaršnjem zalivu, on je našel ta dom v bližini Pariza. Hkrati pa to domotožje, ja, tudi slovenščina predvsem, ja, kot nekaj materinskega in kot nekaj ritmičnega, kot nekaj melodičnega. So v tem delu še kakšni taki posebni za vas prevajalski izzivi bili, ko ste morali biti še posebej pozorni, ko vas je posebej nekaj zanimalo, ste morali raziskovati nekaj, kar vas je presenetilo tudi v dosedanjem njegovem opusu? Ja, kot rečeno, ta začetek je bil izredno težak, ker kopiči besede, ponavlja besede, pretirava z nekimi neologizmi. In to vse so pač značilnosti slabega sloga in potem ta tanka linija, da knjiga za slovenskega bralca ne zveni kot nemška knjiga, da ne zveni kot knjiga, ki jo je Handke slabo napisal, da ne zveni kot knjiga, ki sem jo jaz slabo prevedla. Tukaj je zelo tanka linija, no, tako da upam, da je nekako uspelo, da se čuti, da je slog preobložen, da na začetku malo zastaja, potem pa steče. Tako kot ste rekli, zelo pomembno je ujeti ta ritem, ta flow, kot bi temu rekli. In tudi v tem delu, ki se ga pravzaprav, tako kot smo omenili, gre za zelo kratko delo, ampak se ga skoraj da na mah prebere, prav po zaslugi tudi vašega prevoda. Bi lahko rekli vseeno, da je to delo, ki je slovenskemu občinstvu bo prineslo nekakšen drugačen pogled na avtorja? Se bojim, da bo tako kot pri nemških recenzentih, marsikomu ne bo všeč. Da se mu bo zdelo preveč preprosto, preveč biblično, preveč mehko, preveč nalašč obloženo, ne, to je on naredil nalašč. Tako da je to knjiga, ki je predvsem pomembna za njega, da jo je napisal, mogoče bolj kot za nas, da jo preberemo. Je pa v njej veliko Handkeja v takšnih manjših stvareh, ki jih mogoče nek splošni bralec ne bo prepoznal, ne. On tudi opisuje, kako je z enim samim stavkom recimo zadel bistvo človeka, ta vaški posebnež, in to počne tudi Handke, pač se z njim pogovarjaš, zelo je duhovit, zelo prijazen. Potem pa naenkrat da eno vprašanje, o katerem razmišljaš še 3 leta, no, tako da ja. In mislim, da tudi knjiga, ki ste jo prevedli, torej Moj dan v drugi deželi, ponudi prav to, mogoče za nekoliko bolj poznavalce, ne, Handkeja, literarne sladokusce, recimo temu, da misliti in ostane še dolgo z nami. Ja. Tako da v vsakem primeru priporočamo branje. Hvala za prevod in hvala za pogovor. Hvala. Vam pa hvala, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.